Dame in gospodje, dober dan. Združenje novinarjev in publicistov tudi letos, že 12. leto zapored, podeljuje častna priznanja Boruta Mežka, s katerimi skuša opozoriti na posebne dosežke publicistov in novinarjev, ki jih prepozna kot posebej prodorne, profesionalne in zavezane resnici. ZNP je častna priznanja Boruta Mežka začel podeljevati leta 2011 v spomin na urednika in novinarja Boruta Mežka, ki je umrl 20. maja leta 2010. Mežko je svojo novinarsko kariero začel konec 80. let. Najprej je deloval kot sodelavec študentskega časopisa Tribuna, zatem je bil 3 leta novinar Mladine. Novinarska pot pa ga je vodila tudi na televizijo Slovenija, kjer je bil stalni sodelavec uredništva informativnega programa ter televizijskega magazina TV Tednik. Sodeloval je še pri dnevniku Republika, reviji Podjetnik in na Pop TV oziroma Pro Plus. Od julija 2007 do novembra leta 2009 je bil odgovorni urednik Slovenske tiskovne agencije. Mežkove težave so se začele ob prihodu novega direktorja STA. Novo vodstvo je Mežka najprej šikaniralo, nato pa odpustilo. To se je zgodilo prav v času, ko je bil Mežko na zdravstvenih preiskavah, ki so potrdile, da se mu je ponovil rak. Tako se je Mežko znašel na cesti hudo bolan, brez ustreznega zdravstvenega in socialnega varstva. Tožil je STA, žal pa zaključka sodnega postopka nikoli ni dočakal. Ves čas pa je pritiskom in šikaniranjem pogumno upiral, zato tudi velja za zgled pokončnega in pogumnega novinarja. To popoldne je posvečeno tistim, ki so letos in v preteklih letih pomembno vplivali na slovenski družbeni in medijski prostor. Upravni odbor častnega priznanja Boruta Mežka je letos za razliko od prejšnjih let, ko so bili nagrajenci običajno 3, izbral 4 imena, ki so po njegovem mnenju v preteklih, no pa tudi v iztekajočem se letu, pomembno prispevala k razvoju profesionalnega novinarstva pri nas. Tako bomo danes podelili glavno priznanje za življenjsko delo, 2 priznanji za posebne novinarske dosežke in priznanje za obetavno mlado novinarko. No, preden pa podelimo nagrade, še malo glasbene popestritve. V čast nam je, da je z nami Marko Šuštaršič. Izvolite.
pohvala. Večer bomo torej nadaljevali z razglasitvijo dobitnikov častnih priznanj Boruta Mežka za leto 2022. Častno priznanje Boruta Mežka za leto 2022 za izjemne novinarske dosežke prejme novinar in urednik Metod Berlec. Metod, čestitke. Priznanje bo seveda podelil profesor dr. Matevž Tomšič, predsednik Združenja novinarjev in publicistov. Metoda Berleca, novopečenega doktorja znanosti z področja sociologije, avtorja knjige Za demokratično in evropsko Slovenijo proti totalitarizmom, pa tudi voditelja na Novi 24 TV in urednika Demokracije, je težko obiskati z le nekaj besedami. Njegovo dosedanje novinarsko, publicistično in voditeljsko delo je dovolj bogato, da si zasluži podrobnejši pregled. Metod Berlec se je rodil leta 1970 v Ljubljani. Odraščal je v Kamniku, kjer z družino živi tudi danes. Če bi kdo pomislil, da ga je kot današnjega uglednega novinarja in urednika zanimalo predvsem družboslovje, no bi se zmotil. Metod Berlec se je namreč po končani osnovni šoli najprej izučil za elektrikarja energetika. Kot tak je eno leto delal v centralnih delavnicah TOZS Moste, kjer je zanimivo vzdrževal električne lokomotive. No, kot zadnja generacija slovenskih fantov v tedanji Jugoslaviji pa je služil tudi vojsko, in sicer v Somboru in Prištini. Nato se je vendarle posvetil družboslovju. Študiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in leta 1998 postal profesor zgodovine in geografije. Njegova diplomska naloga nosi naslov Koalicija Demos in njena vloga, kar kaže, da so ga med študijem začela zanimati tudi širše družbeno-politične teme, počasi pa se je očitno že začel spogledovati tudi z novinarstvom. Po diplomi je sicer nekaj časa poučeval na eni izmed osnovnih šol blizu Ljubljane in celo vodil obiskovalce po stalni razstavi Slovenci v 20. stoletju v Muzeju novejše zgodovine Slovenije. Nato pa je leta 2001 postal del tako imenovane Slivnikove četice na Magu. Sredi leta 2001 je skupaj z Dejanom Steinbuchom zmaga očeno demokracijo in postal Steinbuchov pomočnik na mestu glavnega in odgovornega urednika. Po odhodu Steinbucha v začetku leta 2002 je prevzel vodenje Demokracije kot glavni in odgovorni urednik. Na tem mestu je bil vse do leta 2018, ko je glavni in odgovorni urednik Demokracije postal Jože Biščak, sam pa je ostal njegov pomočnik. Vodenje časopisa je kot glavni in odgovorni urednik znova prevzel julija letos. Sodelavci vedo povedati, da je predan svojemu delu in zvest novinarskemu poslanstvu. Svojo natančnostjo, ki jo je očitno razvil ob študiju zgodovine, in sposobnostjo poglobljenega analiziranja natančno ve, kakšni so aktualni problemi v družbi, kako na nje opozarjati in se na nje odzivati. Slednje se odraža tudi v njegovih uvodnikih. K razmišljanju o aktualnih in družbenih vprašanjih ves čas spodbuja tudi svoje novinarje, ki lahko tako ob njem tudi sami rastejo in se razvijajo. Pod njegovim vodstvom Demokracija ob vsesplošnem upadanju na klad tiskanim medijem ohranja svoj krog bralcev in vpliv v javnosti. Slednji gre med drugim pripisati jasno začrtani uredniški politiki, ki se posveča temam, ki jih prevladujoči levo usmerjeni mediji namerno zamolčijo ali pa jih interpretirajo tako, da interpretacija ne odgovarja resnici ali pa resnico počasi tudi zamolči. Zato je Demokracija vedno bila in je pomemben dejavnik v slovenskem prostoru, kljub nekaterim očitkom s poskusom diskreditacije, da gre za strankarski časopis. Ne gre pa pozabiti, da je bila ob začetku svojega izhajanja leta 1996 poleg Maga praktično edini časopis, samo malo, praktično edini tiskan medij v državi, ki se je ukvarjal z aktualnimi političnimi vprašanji,
in nastavljal ogledalo takratni močno prevladujoči levi politiki LDS in njenim medijskim satelitom. Izmed vseh dosedanjih urednikov Demokracije, med katerimi je poleg že omenjenih treba omeniti še prvo urednico Vido Kocjan, je bil verjetno Metod Berlec tisti, ki je med najbolj zaslužnimi za razvoj in obstanek demokracije kot pomembnega dejavnika pluralnosti v slovenskem medijskem prostoru. Zaradi tega in zaradi svojega siceršnjega novinarskega in publicističnega dela si dr. Metod Berlec zasluži častno priznanje Boruta Mežka, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Metod, zdaj pa prosim tudi tebe, da poveš nekaj besede. Ja, najlepša hvala za izrečene besede, za povedano. V čast mi je, da sem prejel tole častno priznanje Boruta Mežka, ki sem ga osebno dobro poznal in cenil, tudi glede na to, da vem, kako se je boril in prizadeval za pluralno, demokratično slovensko medijsko sceno in v bistvu, kako je tudi prezgodaj umrl zaradi vsega tega in zaradi pritiskov, ki jih je doživljal. V teh 20 letih urednikovanja, vodenja demokracije in tako dalje smo šli čez številne zgodbe na demokraciji, in teh zgodb ne bi bil brez mojih dobrih sodelavcev, kateri so zaslužni za to nagrado. Tukaj vidim v zadju Petro Janša, Bogdana Sajovica, Gašperja Blažiča, Iva Žajdela in številne druge. Torej, hvala vam in seveda v prvi vrsti se zahvaljujem predhodnici Vidi Kocjan, ki je na noge postavila revijo Demokracija. Ves čas smo skušali slediti pravici in resnici in v bistvu predstaviti zgodbe, ki jih drugi niso, ki so bile zamolčanje, predstaviti zgodbe ljudi, ki so bile v prejšnjem režimu zamolčani in podobno. In tu smo ter razkrivati stran poti tranzicije. Zaradi tega smo se tudi večkrat znašli na sodišču, večkrat sem bil na sodišču in na drugi strani so stali odvetniki tako imenovane globoke države in moram reči, da kljub temu, da so bili zelo znani in da so ugledni, smo jih v večini primerov premagali oziroma smo obranili naše trditve. Bili smo recimo prvi, ki smo objavili seznam udba.net. Bili smo izredno na udaru, takrat, ko smo objavili plače novinarjev, dela in tako dalje. Takrat je bilo res vroče in podobne zgodbe. Zdaj, ko je bila izvoljena Nataša Pirc Musar za predsednico Republike, sem že predtem opozoril, da je takoj tisti dan, ko smo objavili plače delovih novinarjev in urednikov, vodstva Dela, da je takoj še isto dopoldnesta je poslala na uredništvo Demokracije inšpektorja za varstvo osebnih podatkov, ki sta želela izvedeti vir in tako dalje in seveda jim pač tega nismo povedali. Tako da smo dali veliko zgodb čez in upam, da jih bomo še veliko dali, pač trudili se bomo še naprej za demokratično evropsko Slovenijo, zato da bi bil slovenski medijski prostor odprt in da ne bi doživljali to, kar doživljamo sedaj, ko se je recimo posebna preiskovalna komisija pod vodstvom Mojce Pašek Šetinc spravila tudi recimo na naše oglaševalce z neposrednim pritiskom, torej da nekako, kot da je problem to, če nekaj malih oglasov dobimo tudi recimo pri reviji Demokracija, ker dobro vemo, da oglaševalski kolač, ker večino tega kolača gre dominantnim večinskim medijem, mi dobimo drobtinice, ampak še te drobtinice tranzicijsko levico moti in tu se ne bomo dali in se bomo naprej borili in trudili za demokratično evropsko Slovenijo, za demokracijo z veliko in malo začetnico. Hvala. Ja, tukaj sem jaz pravzaprav, kar zadeva Metoda v večjih vlogah. Tukaj nisem samo kot predsednik združenja, katerega član je on, sem tudi v vlogi njegovega doktorskega mentorja. In tukaj lahko rečem, da je doktorska naloga, ki jo je pripravil na enako visokem nivoju, kot je njegovo novinarsko delo, kot so njegovi uvodniki
njegovi prispevki, tako da mi je bilo veselje sodelovati s tabo v vlogi mentorja. Upam, da bo tudi kaj od tega objavljeno iz tvoje dizertacije, ne, ker nedvomno je to delo na zelo visokem nivoju, ne, in pa ja, želim ti nadaljevanje uspešnega dela pri vodenju tednika Demokracija. Hvala lepa. No, drugo častno priznanje Boruta Meška za leto 2022 za izjemne novinarske dosežke pa prejme uredništvo revije Domovina. Da je z nami odgovorni urednik revije Domovina Tino Mamić. Pa morda nekaj besed. Medijsko pohabljenost v Sloveniji lahko popravimo z novimi demokratičnimi mediji. Zato smo vse svoje moči združili v novem medijskem projektu, tedniku Domovina, prva številka izide 27. maja. To je bilo sporočilo, ki je slovensko javnost doseglo v maju leta 2021. Kmalu je 585.000 brezplačnih izvodov nulte številke pristalo v poštnih nabiralnikih gospodinjstva po vsej državi in začele so deževati naročnine. V času, ko vsi tiskani mediji bodisi propadajo, bodisi se strašansko krčijo, se zdi brezplačni časnik v tako visoki nakladi in stotine novih naročnikov vsak dan kot čudež. A to v resnici ni čudež. To so samo običajni ljudje, ki cenijo svobodno besedo in spoštujejo domovino, je tedaj zapisal odgovorni urednik Domovine Tino Mamić. Samo v prvem tednu so ustvarjalci revije Domovina dosegli številko 1500 naročnikov, danes imajo 7700 izvodov naklade na številko ter povprečno 5500 prodanih izvodov, naročniki in prodaja skupaj seveda. Tako naklada kot prodaja pa še rasteta. Tednik Domovina so v tek pognali z novim poslovnim modelom. Revija nastaja iz portala, ne pa obratno. V njej med drugim objavljajo članke s portalov iskreni.net in domovina.je. Izjemen, nepričakovano velik odziv novih naročnikov v prvih dneh po novici, da nastaja nov tednik, je pokazal, da so na pravi poti. Določene skrajneže je oglasnik v vseh slovenskih poštnih nabiralnikih razbesnel. Marsikaj so poskusili, od zažiga naslovnice do pošiljanja oglasnika nazaj in zmerjanja po spletu in na trgu, pa celo pred parlamentom. No, pritegnili so jim tudi določeni mediji z lažnivimi informacijami in podtikanji. A vse skupaj ni vredno velike pozornosti. Če te skrajnež hvali, se moraš zamisliti. Če te skrajnež kritizira, pa to sploh ni nič slabega. Otreseš prah z nog in nadaljuješ svojo pot. Ob tem je odgovorni urednik novega tednika Tino Mamić dejal: Domovina seveda ima ambicije vplivati na slovensko družbo. V uredništvu si želimo drugačne Slovenije, bolj demokratične, medijsko pluralne in tržno svobodne. Vse tri svobode, demokratična, tržna in medijska, so zapisane tudi v slovenski ustavi. Ni pa ambicija Domovine spopadati se s skrajnimi levičarji, ki nasprotujejo demokraciji. To ni naša bitka. V 30 letih demokracije smo menda že toliko odrasli, da vemo, kako je živeti v izmenjavi stališč brez nasilja, kričanja in požiganja časnikov. Tako zaradi samostojne in avtonomne uredniške politike za projektom ne stojijo politiki, ampak državljani. Izhajanje podpirajo donatorji, ki že 14 let podpirajo portala iskreni.net in domovina.je. V uredništvu so ponosni, da so med njimi tudi podjetniki, ki so začutili, da je Domovina glas svobodnega tržnega gospodarstva. Zavezana je javnosti, državljanom in demokratičnim vrednotam, izpostavlja. Ni bilo torej preprosto začeti z novim tiskanim tednikom in to v času, ko vsem tiskanim medijem močno padajo naklade. Urednik Tino Mamić je bil tako prepričan, da jim bo uspelo, da me je zelo hitro prepričal, da se podamo na pot ustvarjanja novega tednika. To njegovo zaupanje je temeljilo na zaupanju v ekipo spletnega dnevnika domovina.je, ki že od ustanovitve vodi urednik Rok Čakš,
pa je ob prvi obletnici izhajanja revije Domovina dejal direktor Igor Vovk. Prve korake Domovine so osnovali v mali ekipi. Delo so opravili predvsem z obilico nadur. Do dopolnjenega prvega leta pa so ekipo tudi konkretno razširili. Pri širitvi ekipe se držimo načela, da iščemo res najboljše ljudi in mirno lahko rečem, da smo danes izjemen tim. Uredniško-novinarska ekipa je vse bolj uigrana, tehnična ekipa pa vse bolj dovršena, je tudi še povedal direktor. No, morda še tole. Prva rast naročnikov in prodaja na prodajnih mestih je bilo veliko presenečenje. Pri Domovini so mislili, da bodo morali dlje delati, da bo moralo preteči več časa, da jih bo prepoznalo večje število bralcev. Ampak mnogi so jim sporočili, da je Domovina izjemno potrebna, saj predstavlja zelo jasne vrednote, a je hkrati kritična in pohvalna do vseh, ki pošteno delajo, tako družin, podjetnikov kot politikov. No, za tretje presenečenje pa je poskrbel dr. Aleš Štrancar, ki je aprila letos seveda napovedal vložek 1 milijona evrov v novo nastalo medijsko skupino, pod okrilje katere sta se v začetku junija selila tednik Domovina in spletni dnevnik domovina.je. Zaradi vsega omenjenega si revija Domovina in njeni ustvarjalci po mnenju upravnega odbora zaslužijo častno priznanje Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Zdaj pa prosim odgovornega urednika revije Domovina.je za nekaj besed. Hvala. Besedo si bom seveda vzel, hvala. Začel bom z najpomembnejšo stvarjo, ki jo bodo verjetno mediji spregledali, in sicer najprej zahvala tistemu, ki nam je najbolj pomagal na tej poti, to je Bog. Ob tej nagradi, ki je za nas velika čast, ker če ti stanovsko združenje podeli nagrado, torej je to dejansko največ, kar lahko dobiš, torej pohvala od kolegov. Čeprav je ideja za Domovino, za tednik Domovina res prišla iz moje glave, pa sem sam samo en del, majhen del kolesja, ki deluje že leto in pol, in zato ni prav, da bi se samo meni pripisovalo zasluge, ampak je prav, da poudarim, da gre za timsko delo, da gre za ekipo, ki praktično od prvega trenutka naprej deluje usklajeno. In brez enega samega kolesca to ne bi delovalo. Tako da sem na tem mestu samo en od teh koleščkov. Tako da iskrena hvala. Naj za konec poudarim še eno stvar, sicer da je bogastvo Domovine, tako portala iskrenih, portala domovina.je, portala časnik.si in pa tednika Domovina. Pravo bogatstvo vseh teh medijev pa so bralci. Bralci, ki dejansko s svojim denarjem, svojo pozornostjo, svojim časom vlagajo v ta medij. In na te bralce, ki jih je vedno več, v zadnjem tednu smo jih dobili, mislim, 62 novih naročnikov, na te bralce smo res ponosni in naj še enkrat rečem, da smo hvaležni tistemu zgoraj. Hvala. Gospod Tomšič, kako je torej Domovina po vašo obogatila slovenski medijski prostor? Ja, zelo ga je obogatila. Večkrat lahko ugotavljamo in tudi vse raziskave, ki so bile do zdaj opravljene na temo medijskega pluralizma, kažejo, da je ta medijski prostor v Sloveniji zelo neuravnotežen. To je mogoče podkrepiti z podatki, z številkami. Tukaj govorimo o izraziti dominaciji tistega dela medijev, ki bolj ali manj direktno podpira levo politiko in zagovarja ideje, ki veljajo v Sloveniji za levičarske, se pravi te takvani mainstream oziroma dominantni mediji so izrazito enostranski, izrazito
se kažejo dvojna merila pri obravnavi političnih protagonistov. Ne? Tukaj, če samo primerjamo odnos teh medijev, recimo do aktualne vlade, pa do prejšnje vlade, je razlika kot dan in noč. Ne? No in tukaj v tem smislu seveda je tednik Domovina neka izjemno koristna obogatitev medijskega prostora. Ne? Gre za tednik, ki vzdržuje zelo visoke novinarske standarde, ki se ne izogiba opredeljevanju. Tukaj pri Domovini ne skrivajo svoje nazorske opredelitve, ne skrivajo svojega svetovnega nazora, kar počnejo mnogi drugi mediji, ki so enako ali pa še bolj jasno politično opredeljeni. Vendar pa uspevajo to svojo jasno usmeritev združevati z visokim novinarskim profesionalizmom in pa predvsem resnicoljubnostjo. In to mislim, da je glavna odlika tednika Domovina. Hvala lepa in čestitke še enkrat. No, preden nadaljujemo s podelitvijo, pa prisluhnimo novemu glasbenemu nastopu. Združenje novinarjev in publicistov občasno podeli tudi častna priznanja Boruta Meška za obetavno mlado novinarko oziroma novinarja, katerih smo na združenju še posebej veseli. Letos je upravni odbor prepričala mlada obetavna novinarka, in sicer Ksenija Mlinar. Ksenija, iskrene čestitke. Novinarka Ksenija Mlinar se je v uredništvu spletnega portala Siol.net pridružila šele pred dobrim letom. V tem kratkem času je po zaslugi svoje prizadevnosti in vedoželjnosti izjemno napredovala ter postala eno prepoznavnejših imen drugega največjega spletnega medija v Sloveniji. Ksenija Mlinar je na Filozofski fakulteti v Ljubljani diplomirala iz primerjalne književnosti, nato pa še magistrirala iz novinarstva na Univerzi v Zadru na Hrvaškem. Novinarske obrti se je med drugim učila na Primorskem valu, Radiu 94 in na Hrvaškem pri Svobodni Dalmaciji. Kljub mladosti in neizkušenosti je že kmalu po prihodu na Siol.net
postavila visoko mero profesionalnega poguma, saj se je odločno lotila vsake še tako zahtevne ali politično občutljive teme. Zelo hitro je pridobila dovolj znanja, da je lahko opravila intervjuje s sogovorniki najvišjega formata z različnih področij, poročala z dogodkov v tujini, pisala o kompleksnih zunanje političnih temah ter poročala o aferah slovenskega političnega vrha. Njeni članki so bili vedno napisani dovolj poglobljeno, da so zadostili visokim novinarskim standardom, a hkrati dovolj jasno in razumljivo, s čimer je teme, ki se jih je lotila, približala širokemu krogu ljudi. Ključna pri njenem delu pa je bila resnicoljubnost, ki se je vedno trudila slediti. S svojo zanesljivostjo in zavzetim pristopom k delu je hitro postala pomemben del uredništva Siol.net. Njen trud in kvalitetne novinarske izdelke so prepoznali tudi bralci, saj so njeni članki pogosto med najbolj branimi in deljenimi na družbenih omrežjih. V slovenski medijski prostor je prinesla mladostno svežino, nove ideje in širok pogled na svet. Vsega tega v naši medijski krajini, ki je v veliki meri ujetnica starih vzorcev razmišljanja, še kako manjka, zato je njeno novinarsko delo še toliko bolj pomembno. Sebe opisuje kot empatično, disciplinirano, odgovorno in vztrajno osebo. Da to drži, lahko potrdijo vsi, ki so imeli kdaj priložnost delati z njo. S temi vrlinami jo zagotovo čaka bogata novinarska kariera. No, zato si Ksenija Mlinar zasluži častno priznanje Boruta Meška, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov. Zdaj pa prosim še Ksenijo za nekaj besed. Ja, takole, no, jaz bi se tudi najprej iskreno zahvalila Združenju novinarjev, potem pa takoj na drugem mestu, pa mogoče kar na prvem, seveda svojima mentorjema oziroma mentorjem jih je več, ampak trenutno tukaj lepo pozdravljam in izjemno jih cenim Aleksandar Kolednik, s katerim se na Siolu boriva še naprej, in pa Peter Jančič. Mislim, da brez njih seveda v tem letu ne bi uspela doseči tega, kar sem. Ja, ko sem prišla na Siol, seveda iz povsem lokalnih medijev, sem si predstavljala, da bomo pisali lepe zgodbe, potem pa vidiš, da so novinarstvo tudi težke zgodbe, da je borba, ampak v bistvu je tisto potem zanimivo. Bi pa za konec citirala še kolega, s katerim sem prav tako imela čas narediti intervju, in sicer dejal je, novinarstvo ni poklic, ampak način življenja, in s tem se globoko strinjam in bom tudi sama poskusila tako živeti in se truditi dalje. Hvala lepa. Matevž Tomšič, nekaj besed o Kseniji. No, izjemno me veseli, da smo letos podarili tudi nagrado za dosežke mladih novinarjev, oziroma v tem konkretnem primeru novinarke, ker to nekako daje upanje, da novinarski poklic v Sloveniji vendarle ima prihodnost, ne, da obstajajo mlade generacije novinarjev, ki so sposobne in pripravljene delati profesionalno, ki so pripravljene slediti načelom resnicoljubnosti, prakticirati visoke standarde pri svojem delu in za Ksenijo nedvomno vse omenjeno velja. Tako da upam, da bomo tudi v naslednjih letih uspeli najti mlade novinarke in novinarje, kateri bodo nekako na primerljivem nivoju kot je Ksenija in da bomo podelili še kakšno tako nagrado. No, pred še zadnjim, najpomembnejšim priznanjem pa še enkrat prisluhnimo glasbenemu nastopu.
Kot že rečeno, podeliti moramo samo še eno in to najpomembnejše častno priznanje, ki ga podeljuje Združenje novinarjev in publicistov, to pa je priznanje za življenjsko delo. Letos ga prejme dolgoletna novinarka in voditeljica Radiotelevizije Slovenija, Vida Petrovčič. Čestitke, Vida. Vida Petrovčič je vsestranska intelektualka, ki je v slovenskem novinarstvu odpirala mnoge tabuje. Njena suverena novinarska drža je motila in še danes moti mnoge vplivne ljudi, zato je deležna stalnih napadov. Ne glede na pritiske, ostaja pokončna in polna humorja. Vida Petrovčič je bila rojena leta 1957 v Ljubljani. Po maturi na ljubljanski Bežigrajski gimnaziji je diplomirala iz filozofije in sociologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Novinarstvu se je zapisala takoj po diplomi. Najprej kot novinarka lokalnega ljubljanskega časnika, nato kot urednica in novinarka časopisa Slovenija Les. Leta 1988 je prišla na RTV Slovenija, ki se je takrat imenovala še RTV Ljubljana, in začela delo novinarke, komentatorke, urednice in voditeljice televizijskih oddaj. Poročala je o aferi JBTZ in o osamosvojitveni vojni, po neodvisnosti pa se je posvetila poročanju z področja financ in gospodarstva. Leta 1992 je dobila štipendijo fundacije IREX in se v ZDA izpopolnjevala v novinarstvu. Posvečala se je monetarni samostojnosti in raziskovala stran poti privatizacije in demokratizacije Slovenije. Zaradi afere Hitvis jo je potem zadela afera, spremljanje družb Safti, Proteus, Financ. Zaradi spremljanja vseh teh afer jo je potem nekako doletela tudi prva tožba ob delu novinarke. Zaradi oddaje dosje o Adrii Airways pa je strani nekdanjega generalnega direktorja Janeza Kocijančiča dobila tudi ovadbo zaradi domnevnega objavljanja tajnih poslovnih podatkov. No, ustvarila je še mnoge druge dosjeje, med temi Iskra in Litostroj. Vodila je odmevnejše oddaje, kot so Tednik, Žarišče, Omizje, Utrip, Tarča, pa o udbomafiji, divji privatizaciji, 57 številki Nove revije, domnevnih zlorabah v organizaciji UNICEF, pa Depalivasi, o gladovalcih v Cankarjevem domu, o prodaji bank, pa o splavu. Zaradi svojega poročanja je bila večkrat suspendirana oziroma potisnjena na stranski tir. Leta 1994 je prejela Terseglavovo priznanje za pošteno in pokončno novinarsko držo. Dobila je tudi 4 TV gonge popularnosti. 3 strani publike za sezone 2001-2002, 2002-2003 ter 2004-2005 ter enega strokovnega gonga popularnosti za sezono 2004-2005, ki jih podeljuje Vikend, tedenska priloga Dela in Slovenskih novic. Gospodarske, javnofinančne in davčne teme je odpirala v oddajah Omizje pod žarometom Bob, točka preloma. Spremljala je delo parlamenta s poročanjem in komentiranjem neposrednih prenosov sej, vodila omizja in intervjuje. Komentirala je več državnih proslav. Ustvarila je in urejala pogovorno oddajo Moje mnenje, vodila oddaje Arena in intervju ter mnoga odmevnejša referendumska soočenja. V informativnem programu Televizije Slovenija bi težko našli oddajo in žanr, ki se ga ne bi suvereno lotila. Poleg novinarstva se ukvarja še z mnogimi drugimi stvarmi. Je avtorica več razprodanih knjig o hujšanju, pripravlja posebne strokovne turistične oglede Ljubljane, veliko predava tudi o novinarstvu, posveča se osebnemu coachingu in svoje znanje ter izkušnje tako prenaša naprej. S pokojnim soprogom sta vzgojila 2 sinova. Televizijo Slovenija si v zadnjih 35 letih težko predstavljamo brez Vide Petrovčič. Za njen prispevek k demokratizaciji slovenskega medijskega prostora IZNP podeljuje svoje najvišje častno priznanje Boruta Meška za življenjsko delo. Vida, čestitke.
No, torej, to se zgodi, ne, ko televizijski novinar dobi mikrofon, da pove nekaj besed, ostane brez besed. Ampak moram reči, najlepša hvala. Res, zelo sem počaščena, da sem dobila tole Meškovo priznanje, zato ker sem se znašla v zares dobri družbi eminentnih dobitnikov življenjskih priznanj. Seveda me je malce zaskrbelo, ne, zdaj, če obrnem na tole humoristično plat, da je to življenjsko, sem se kar malo strašila. In seveda, ko je kolega Luka bral, kje vse sem že začela, lahko vidite, da sem res začela v tistih časih, ki jim pravimo socialistični, dali smo veliko stvari skozi, da tako rečem, marsičesa smo se naučili, vesela sem, da sem bila tudi ob osamosvojitvi, ko se je kreirala Banka Slovenije, denarna oblast, vse to smo dali, vse afere in še vedno smo tukaj, ne, zato ker kar ne ubije, to ojača, ne, moram povedati. In mi fajtamo, to je zdaj moderno, mi fajtamo naprej, no, brez heca, seveda je pa to nagrada, moram povedati tudi vseh sodelavcev, kajti se veste, televizijsko delo, pa tudi sicer novinarsko ni izdelek ene same osebe, ampak je to velika skupina ljudi, konec koncev tudi vseh kolegov, bivših, sedanjih, teh, ki ne želijo biti več kolegi, pa drugih, ki še bodo in tako naprej. Skratka, vsi mi debatiramo, se gradimo in to je praktično vsaka novinarska nagrada in nagrada nas vseh. Bi še to rada povedala za konec, da me sploh ne skrbi za demokracijo, ker vidim tu cvet mladih novinarjev in te pa res delajo za javnost in sem vesela, da se ta krog demokratičnih novinarjev, da tako rečem, širi, ki delajo za javnost. Res, najlepša hvala, sem počaščena. Hvala lepa. Morda kakšna beseda o tem, zakaj se je Vida Petrovčič zaslužila to priznanje in v čigavi družbi vse se je znašlo, ne? Če se še enkrat spomnimo. No, Združenje novinarjev in publicistov je do sedaj podelilo svoja priznanja za življenjsko delo vrsti eminentnih ljudi iz slovenskega novinarstva in publicistike. In gospa Vida Petrovčič nedvomno sodi v to skupino. Gre za, po moji oceni, ki verjetno ni osamljena, eno najboljših slovenskih televizijskih novinark nasploh. Luka je že zelo podrobno naštel, v katerih oddajah je sodelovala, teh je res veliko število in vse njene oddaje, njena vodenja, njeni prispevki so bili izjemni, lahko bi rekel celo legendarni. In Luka je omenil tudi, da je bila pri svojem delu deležna številnih oviranj, številnih polen pod noge, šikaniran, to se žal dogaja tudi sedaj in to ne navkljub njenemu vrhunskemu delu, ampak ravno zaradi njenega vrhunskega dela. Nekateri preprosto očitno ne morejo dojeti, da je možno vzdrževati tako visoke profesionalne standarde. In naravnost absurdno je, da ji očitajo marsikaj ravno tisti ljudje, tudi njeni kolegi, ki so sami zgled neprofesionalnosti in političnega aktivizma. Vendar pa jasno je, da jo tovrstne ovire ne bodo ustavile pri njenem nadaljnjem odličnem delu. Ne, nagrada za življenjsko delo seveda ne pomeni, da je tukaj konec profesionalne poti. Nasprotno, upam, da bo vaša profesionalna pot še zelo dolga. Čestitke torej še enkrat novinarski kolegici Vidi Petrovčič, ki je lahko zgled, nam je lahko zgled vsem mlajšim novinarjem.
Spoštovani, s tem je podelitev letošnjih Meškovih priznanj, ki jih podeljuje Združenje novinarjev in publicistov, končana. Vabimo vas, da se po končani prireditvi še malce podružimo in poklepetamo pri grisku in, jasno, kapljici rujnega. Lep večer še naprej in nasvidenje ob letu. Sorej, z vami sem bil Luka Svetina.